Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in najprej povabilo. Prva stvar, drug teden gremo na Sardinijo. Sardinijo, ja, moram pomisliti. V glavnem, na Sardinijo. Sardinija, veste, to so evropski Maldivi in en par ne more iti zaradi bolezni. Sprostila se je ena dvoposteljna soba in zdaj tako, šla bi ena gospa, ampak iščemo še eno cimro. Tako da, če koga pokliče, če še ni bil na Sardiniji, če ga mikajo malo drugačne počitnice, pejte zraven. V glavnem, vse je organizirano. Bom dala spodaj pod videom povezavo, lahko pa čisto preprosto vtipkate z Minko na Sardinijo in boste najdeli vse podatke. Potujemo z agencijo For Travel. Tako da to, da veste, na njihovi spletni strani oddate naročilo oziroma prijavo in ja, če vas pokliče, pejte zraven. Zdaj pa pojmo na kakšno pozitivno sporočilo in potem bom govorila naprej še o tihih vnetih na celični ravni, ker opažam, da kljub temu, da je še vedno tako lepo vreme, ogromno ljudi boleha zaradi nekih vnetij. Ampak tako vnetja na celični ravni, ki niso virusna, ki kar pridejo od nekje. Poznam primere, ko so dobili COVID in niso bili z nikomor v stiku, z nobenim pač, ki je okužen. Tako da enostavno zanimive stvari se dogajajo. No, to v nadaljevanju, ampak preden gremo naprej, začeli bomo danes z druge strani, s pozitivnimi sporočili. Kaj za tele svetle dušice? Pomembno, ki gledajo moj kanal. Kaj je ta trenutek? Pomembno, da razumete. Blagoslov, vztrajnost in jasnost. Se pravi, začnemo s tazane. Jasnost, intuicija. Ti veš in ti poznaš resnico, ker ti si resnica. In to je naše notranje občutje, intuicija, ki jo vsi imamo. In to čustveno stanje, ko zaznamo resnico. In vemo, da v preteklosti čustva je bilo tako, ženske čutijo, so manj razvita, ker bolj čutijo in tako naprej. In vse je bilo usmerjeno v razum. In zadnje raziskave zadnjih nekaj let so dokazale, da ima srce svoj senzor, da zaznavamo, da imamo vsi intuicijo in da dejansko ženske smo prav preko intuicije, tega notranjega vedenja, bolj v stiku dobesedno z resnico. In poznate resnico, samo upoštevati jo je treba. Veste, prvi občutek, ko ti nekaj govori, ta občutek je vedno pravi. Ko se ne znate odločiti, vas zadržuje strah. To je zdaj iz knjigice. Strah je kot virus. Takrat dovoljujete, da ljudje, okuženi s strahom, manipulirajo z vami. Naj vam bo jasno, kaj je dobro za vas. Jasnost vam pomaga do čiste resnice, enostavno veste in se zavedajte, kako delovati, ker v zavedanju je vaša moč. No in potem, ko veste, kako delovati, vztrajnost. Zmorete vztrajati na začrtani poti, ker vam ob strani stojijo vsa svetla bitja. Vztrajnost, vam še to preberem. Včasih, ko hočete hitro priti do rezultatov, v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznate. Ko pridejo temni oblaki, ko obup mogoče zakriva vašo prihodnost, se zavedajte, da so to samo preizkušnje, ki vas hočejo preizkusiti, ali zmoreš ohraniti vizijo. In tretja karta, blagoslov. Blagoslov, ker to je pa tisto, čaroben prah, ker se vam odpirajo poti, kjer vse enostavno teče. No, to so karte prehoda v novo dobo, karta 87. Vse, česar se lotite, vse spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridete v stik, so deležni blagoslova. Ti, dajem v tretjo osebo, tukaj imam napisan, jaz sem boginja, ki nosim v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Se pravi, ti, ki tole poslušaš, si boginja, si Bog,
ki v sebi nosiš popolno srce. Se pravi, to tvoje srce se pa tako zaveda vsega in ti nosi ta prava sporočila, kako delovati, kam se obrniti, kaj je ta prava pot za tebe. Dovoljuj, da se ta energija, topline in miline zliva na svet okoli tebe. Tvoja energija je nalezljiva in zavedaj se, če želiš pospešiti napredek, sej blagoslov. No in zdaj bomo šli prav iz tega blagoslova na celično vnetje. Se pravi, ko se pojavi celično vnetje in snov, ki se imenuje homocistein. In zdaj v bistvu večina ljudi teh snovi mogoče še niti ni slišalo, da to obstaja, ampak v glavnem. Snov homocistein je v osnovi aminokislina, ki nastaja normalno pri presnovi beljakovin. Ampak ta snov zaradi pomanjkanja vitaminov, sploh skupine B, vitamina C, tudi določenih antioksidantov, kot so recimo topni maščobi, vitamin E, recimo če jaz tukaj noter pogledam, to iz knjige Ko ima življenje žur, če vam manjka vitamin B12, folne kisline, predvsem T2, tudi vitamin B6, se lahko zgodi, da se začnejo proizvajati na celični ravni vnetja. In zdaj, če gledamo, kje vi dobite prav te 3 vitamine, ker B vitamini so potrebni za presnovo in kakor vam jih manjka, se nekaj zašteka. Vemo, da vitamin B12 je pretežno, pač se nahaja v beljakovinski hrani živalskega izvora. Jaz tukaj ne govorim o zrezkih pa o klobasah, govorim o sirotkih, govorim o skuti, govorim o kefirju, se pravi mlečni izdelki vsebujejo tudi vitamin B12. Tudi seveda meso in vsi mesni izdelki, problematične pri teh zadevah, pri vnetnih zadevah so pa seveda že predelane mesnine, kar se tiče salam in tako naprej. Tako da tega čim manj, lahko pa pršut. To pa ja, pršut pa v bistvu je čist dobra zadeva za vse tiste, ki jeste, ki imate radi pršut. Boste dobili tako vitamin B12 kot vitamin B8, B9, B6, vse tisto, kar potrebujete, da se zmanjšajo vnetja na celični ravni. V glavnem, ko se vam povečajo vnetja na celični ravni, vi občutite to lahko kot težave s sklepi, odebeljeni sklepi, se pravi artritis. Lahko imate vnete žile in vas bolijo žile, lahko imate vnete pljučne mašičke, lahko imate vnetje v možganih, pa se vam vname en del, pa imate mogoče migrenske glavobole, lahko se vam vname 12-ternik, lahko se vam del črevesja vname in v bistvu uradna medicina pač gasi ta vnetja na podlagi določenih zdravil, ki imajo pa velike stranske učinke. In vi, če želite pogasiti tiho vnetje na celični ravni, je pa premalo, da dodate samo vitamine skupine B, ker ne boste pogasili to vnetje. Se pravi, zdaj, če gremo bolj v naravo, če pomislimo, če nastane požar, pač gori, to je vnetje na celični bazi, ampak ko gori, da boste vi to vnetje, pač to gorenje pogasili, pa ni zadosti, da vi samo dodate eno snov, ampak potrebujete spekter snovi, ki deluje proti vnetjem. In prva stvar, ki deluje proti vnetjem, je omega-3 maščobna kislina. To je prva najbolj pomembna zadeva in omega-3 maščobna kislina deluje proti vnetjem žil, na žilni ravni, na črevesni ravni, pač na celični ravni pogasi vnetje in deluje tudi na to, da se zmanjša snov homocistein. Naslednja stvar, C vitamin pa E vitamin, se pravi, v maščobi topni E vitamin rabimo en antioksidant in en antioksidant, ki je topen v vodi. Oziroma, še boljša zadeva za gasiti celična vnetja je pa absolutno snov resveratrol in ta snov se pa nahaja v rdečem grozdju, v bezgu, v vseh rdečih zadevah, se pravi rdeče, vijolične zadeve, granatno jabolko, rdeče, belo grozdje, potem seveda zdaj, če gledamo, kar je zrelo, fige ravno tako vsebujejo snov resveratrol.
Snov resveratrol se nahaja tudi v jagodah akaj, pa se nahaja v aroniji, v glavnem v vseh teh sadežih, ki delujejo protivnetno. In snov resveratrol deluje tako na maščobni kot na vodni del celice in dejansko deluje na to, da pogasi vnetje. Se pravi, zdaj, če pogledamo, če imate katerokoli vnetje v vašem telesu, vi potrebujete omega-3, potrebujete B vitamine, ampak predvsem rabite antioksidante, ki so topni tako v maščobi kot v vodi, oziroma potrebujete po eni strani C vitamin, po drugi pa E vitamin. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, ampak v glavnem, treba je pogasiti vnetja. Seveda vam pomaga pri tem tudi zdrava prehrana, vsekakor posegajte po čim več temnozelene zelenjavi, po temnozeleni zelenjavi, po rdeči zelenjavi, po paradižniku, po vsem tem, kar zdaj na koncu koncev dobimo v naravi. In ena stvar, ki jo ravno tako dobimo v naravi, D vitamin. D vitamin je pa ta trenutek najmočnejši gasilec vnetij. In sicer na sonce moramo iti, ne da se namažemo s kremo za sončenje, in vsej prvih 20 minut pustimo, da koža srka D vitamin, da ga proizvaja potem sama. D vitamin se sicer skladišči v koži, v telesu, ampak ga nujno potrebujemo tudi za čez zimo, zaradi tega, ker v nasprotnem primeru se čez zimo povečajo vnetja. No, za vse tiste, ki veste, da imate pomanjkanje D vitamina, v tem primeru, zdaj še veselo na sonce, kakšen mesec. Kaj pa narediti v tem primeru, če imate preveč D vitamina? No, zadnjič sem imela eno vprašanje od gospe, ki pravi, jaz nimam preveč D vitamina, ampak premalo, ampak preveč D vitamina. In imam težave z vnetimi očmi, ravno tako vnete sluznice, ravno tako pečejo me oči, dela za računalnikom. Kaj naj naredim, da zbijem ta D vitamin dol, ker zdaj so mi rekli, da naj neham hoditi po soncu. A veste kaj? Dodam. Preprosto. D vitamin se veže skupaj z A vitaminom in onama zaradi tega, ker ima pomanjkanje A vitamina v svoji prehrani, se ji D vitamin ne more vezati in ji dela škodo. Se pravi, se ne more naprej porabiti, pretvoriti, in ker ni reakcije naprej, ji dela škodo. Zdaj pa, če gledamo, kje dobimo A vitamin, seveda rdeča barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, to vsebuje vse A vitamin oziroma predstopno A vitamina. No, jaz sem sicer ne svetovala, ne vzame karotenoid kompleks kot prehransko dopolnilo, ker je v bistvu na eno kapsulo pride tako, kot bi pojedla 1,5 kila korenčka. In vemo, da s hrano skoraj nemogoče, da pojemo tako količino. Tako da v glavnem, tudi presežek nekega vitamina ali pa minerala lahko dela škodo, in to je točen primer, recimo, če imate povišan krvni tlak, vam rečejo, ne smete nobene soli, zato ker vemo, da sol, če jo je preveč, natrij, povzroča visok krvni tlak. Ampak nihče vam pa ne pove, da vam v osnovi manjka kalija, in ker vam manjka kalija, se dejansko ne zmore natrij iz hrane pravilno vezati, in ker se ne veže, imate potem težave s pritiskom. In ker vam manjka kalija, kaj morate narediti? Temnozeleno zelenjavo, regrat, rukolo, ohrovt, tudi cvetačo, seveda, zeleno, peteršilj, vse to vsebuje kalij, in kalij se nahaja recimo tudi v lubenicah, v melonah, kalij ga je dovolj v naravi, ampak kdor ne posega po dovolj zdravi hrani, ga mu lahko manjka. No, tako da, cela znanost pri teh vezavah, gre se pa za to, da se dobro počutimo. In zdaj, če boste še eno stvar naredili, kar vam res priporočam, če še ne delate vrelec mladosti zjutraj, začnite delati vrelec mladosti. Zdaj je idealen čas, da nekaj naredite še zase, ker boste videli, če boste vi začeli zjutraj kot jutranji ritual delati vrelec mladosti, se boste tako dobro počutili, da ne boste tega nehali delati niti potem v zimskem času. In ko boste dalj časa delali vrelec mladosti, dobesedno se pomladiš. Tako da dajte probati to in boste videli, kako se boste dobro počutili. Zato, ker se imate radi. V glavnem uživajte, vse dobro
In ja, če še koga pokliče, pejte zraven na Sardinijo. Sem prav povedala, sem ja. V glavnem uživajte, vse dobro.